Predvolilna jutra na Kaprisu. V vaši družbi Žiga Rustja in Manca Hribovšek. Dobro jutro sem skupaj, vsem poslušalkom in poslušalcem. Tudi tokrat predstavljamo še enega od kandidatov, oziroma tokrat gre za kandidatko za županjo občine Piran. Z nami je gospa Rojec. Dobro jutro. Dobro jutro tudi vam. Manca, si pripravljena, da odpremo še en pogovor o občini Piran? Nekaj jih je bilo že slišati v tem tednu. Seveda. Vsak ima svoje poglede. Tako. Gospa Rojec, ste predsednica italijanske skupnosti Giuseppe Tartini Piran. Kakšen je položaj italijanskih skupnosti na območju občine Piran in konec koncev za celotno slovensko Istro? Naj te popravim, nisem več predsednica italijanske skupnosti. Predsednica sem bila 12 let in mandat mi je potekel letos junija. Kakšno je stanje? Iz mojega zornega kota v zadnjih 12 letih zelo v redu. Ne nazadnje mi je dala ravno italijanska narodna skupnost možnost kandidature na teh volitvah. Namreč bila sem tudi podžupanja za italijansko narodno skupnost in tako spoznala delo občine, občinske uprave in zato tudi bila povabljena potem iz strani stranke Gibanje Svoboda kandidaturi v njihovem imenu in za nje. Tudi sami ste omenili, da kot podžupanja v občini Piran ste si lahko pobliže ogledali delo še župana Dženija Zatkoviča. Kako ga ocenjujete? Njegovo delo namreč. Njegovo delo. Težko. Ni imel lahkega mandata naš župan. V teh 4 letih smo zamenjali 5 direktorjev občinske uprave in nikoli imeli take dovolj močne koalicije, da bi izpeljali vse projekte, ki so bili zastavljeni tudi do konca. Štartal je neizkušeno in v teh 4 letih je veliko takih področij, veliko takih pravnih, gospodarskih in ostalih izzivov, s katerimi se sooča župan, ki niso lahko izvedljivi, če nimaš dobre občinske uprave, če nimaš dobre koalicije, močne koalicije in jasnih strateških pozicij. Približuje pa se december in zato imamo nekaj vprašanj na ta račun. Kako komentirate decembrsko okrasitev Portoroža, Pirana in Lucije? Zdaj je še ni, ampak najverjetneje prejšnjih let. Kaj se vam je zdelo? Novoletna okrasitev je stvar pogodbe. Stvar pogodbe, ki jo je podpisal ta župan čisto na začetku mandata in ki jo bo podpisal naslednjo novi župan, ko bo nastopil mandat. Okrasitev se dopolnjuje in v tem času, ko govorimo o energetski krizi, mislim, da bi jo lahko malo reducirali, ampak ker je stvar pogodbe, je to zelo težko. Je pa res, da nas vsako leto pokličejo novi zavodi ali pa krajani iz podeželja ali pa bolj oddaljenih krajev, kot je sam Piran, in nas prosijo naj dodatno osvetlimo oziroma okrasimo, ker se počutijo zapostavljene. Portorož je ponavadi tak zelo eleganten, poln lučk, potem pa pridemo v Strunjan, kjer je samo ena nitka z lučkami visi in vsi smo občina Piran in vsi imamo enake pravice. Žal je pa Portorož in Piran tista, ki sta najbolj turistično obiskane in mi postavljamo v prvi plan vedno turiste, namesto da bi občane, in tu se to vidi. To je tudi v soju tega, da imamo na drugi strani sicer ne kot konkurenčne, ampak imamo Fantazimo v Kopru, pa Ledeni otok v Izoli, v Portorožu. Je vedno nekaj novega, mogoče kot iskanje prave rešitev, ne? Mogoče tudi zaradi tega. Rešitev po mojem mnenju ni v okrasitvi. Rešitev je v druženju in v javnih površinah in v sodelovanju med ljudmi. Zdaj,
bom povedala tako, med volilno kampanjo, ko smo vsi na terenu, opazimo, da bi se ljudje zelo radi večkrat podružili, da bi se zelo radi verjetno večkrat tudi dobili z županskimi kandidati ali pa občinskimi svetniki. In jaz mislim, da je to tisto, kar naredi energijo, bolj kot sama novoletna osvetlitev ali pa ponudba. Glede na to, da ste ravno kar tudi omenili to, bomo videli mogoče kakšen program ali pa lučke ravno v Strunjanu, Sečovljah, zakaj pa ne tudi Dragonje? Vidiš, Dragonja smo pozabili. Bomo videli, se dopolnjuje. Dobro. Ognjemet ste za ali proti? Proti. Kaj pa novoletni skok v morje? Za, ampak organiziran tako, kot je treba. Občinski svet so mediji označili za ladjo norcev. Kako bi jo poimenovali vi? Kot skupek ljudi z drugačnimi pogledi na prihodnost. Pogledi ali interesi? Pogledi in interesi. Na naslednje vprašanje lahko odgovarjate z da, ne. V občini Piran potrebujemo teniška igrišča? Absolutno da. VTA vezano na teniška igrišča? Ne za tako ceno. Karting stezo? Ne. Mostovž v Jernejevem kanalu? Da. Garažno hišo v središču Pirana? Da. Golf igrišča v Sečovljah? Ne. Garažno hišo Kaštel? Odvisno od drugih garažnih hiš. Nova ureditev kroga nad Sečovljami? Absolutno da. Nov vrtec Lucija? Da. In še vprašanja, kjer izberete prvo ali drugo možnost, TZP ali Auditorij Portorož? V kakšnem smislu? V smislu tega, da so jih želeli združiti, pa če se vi odločite, da je taka funkcija, kot je TZP-ja bila do sedaj, torej, da ima svoj del in Auditorij Portorož, da je unikatno po svoje, ali simultano ali skupaj? Vedno je odvisno od vodstva. Verjetno bi bilo tudi skupaj lahko dobro zastavljeno. Sečoveljske ali strunjanske soline? Obe. Vasco Rossi ali Ligabue? Oba. Enega. No, zdaj se pa moramo počasi... Ne moremo tako, Vasco Rossi ali Ligabue. Kot 12-letna predsednica italijanske skupnosti. Če bi imeli koncert Ligabue in Vasca Rossija na isti dan, na kateri koncert bi šli? Bi šla na Ligabue, ker sem na Vasco to že bila. Zelo dobro. Najljubši nogometni klub? Nimam najljubšega. Piran. Kdo je zmagal zadnji Sanremo? Moram pomisliti. Brividi. Ja, ne, vem, kdo je zmagal, ampak imena ne. Vam pomagamo, Mahmud in Blanko. Mahmud in Blanko, bravo. Katero pašto imate najraje in kakšno omako, kakšen šugo zraven? Linguine, šalšo. Domačo šalšo. Domačo šalšo. 3 glavne sestavine za carbonaro. Pašta, parmezan, jajce, panceta. Panceta? Smo prepričani? Jaz ja. Ni guanciale. Guanciale. Aperol špric v Trstu ali v Portorožu? V Trstu. Odlično, gremo sedaj naprej. Gospa Rojec, tudi kar se tiče vašega programa, Manca? Nekateri vam očitajo, da ste želeli preimenovati Lucijo nazaj v Sveto Lucijo in to mimo prebivalcev omenjenega kraja. V enem zadnjih intervjujev pa ste dejali, da za vodenje občine sta potrebna miselni preskok in skupni konsens. Ali se boste te zgodbe ponovno lotili tudi v primeru izvolitve in ali boste upoštevali mnenje vseh prebivalcev in prebivalk Lucije? Ne nazadnje ste v znak protesta zapustili občinsko sejo, kjer se je odločalo o predlogu italijanske skupnosti o preimenovanju Lucije. Ni vezano na to? Nisem zapustila nikoli jaz občinske seje.
bom lepo odgovorila. Kar povejte, kaj se je zgodilo takrat, no? Nič. Nič se ni zgodilo? Ne, samo povedala sem, da očitno je italijanska narodna skupnost dobra v določenih primerih, ko pa poda neko svojo pobudo, je pa takoj označena kot nekaj nezaželenega, brez konsenza in tako naprej. Nisem nikoli zapustila občinske seje. Ampak torej ni vezano, bomo rekli, ta potek te zgodbe ni vezano na predlog italijanske skupnosti ali pač zaradi same vsebine predloga, ki ste ga imeli? Torej, predlog za preimenovanje Lucije v Sveto Lucijo je najprej podal svetnik Vojko Jevševar. Na ta predlog smo tudi v italijanski narodni skupnosti napisali dopis, s katerim smo obvestili občinski svet, da se s predlogom gospoda Jevševarja strinjamo in da tudi mi želimo, ne nazadnje smo imeli v narodni skupnosti tudi v svojih programih in tako kot smo prej povedali, jaz sem bila podžupanja za narodno skupnost, torej sem zagovarjala naše predvolilne programe in kot tretja se je pojavila pobuda krajevne skupnosti Lucija, ki je ravno tako, ne vem če soglasno, ampak predala občini pobudo oziroma podporo k najinima predlogoma. Na kar je potrebno na tak predlog seveda začeti s postopkom in preden smo začeli s postopkom, je naš župan predlagal, da bi se naredila neka anketa, iz katere bi bilo razvidno, kako so prebivalci občine Piran k preimenovanju naklonjeni ali niso. Po izidu te ankete pa je prišlo, ker je dala anketa en tak 50-50% rezultat, si pa je župan se odločil, da bi morda pred samim preimenovanjem predlagal še referendum. In je to pobudo o preimenovanju dal na občinski svet, kjer se je vnela razprava o temu in se je pojavilo pač mnenje, da za takšno pobudo nismo pripravljeni. Če se spomnite mogoče vzorca te ankete, ko je bila narejena, koliko ljudi je bilo o tem povprašanih? Se ne spomnim, lahko vam pa dam podatke, ker jo imam. A jo imate s sabo? Ne, nimam je s sabo, v telefonu sigurno. Okay. Samo še tu dodamo za zapustiti sejo, to, kar smo vam prej rekli, to sem poiskala še enkrat, kje smo ta podatek dobili, in sicer Primorske novice so poročale, in sicer po koncu glasovanja, na katerem so piranski občinski svetniki z 11 glasovi za, 6 proti in 8 vzdržanimi odločili, da bodo o preimenovanju vprašali krajane, je namreč Manuela Rojec, piranska podžupanja in svetnica iz vrst samoupravne skupnosti italijanske narodnosti, razočarana in prizadeta zapustila sejno dvorano. Nikoli. Tudi novinarji se včasih zmotite. Razumemo, samo da... Nikoli nisem zapustila dvorane. Ne bi si tega dovolila. Samo sem želela povedati, da nismo si izmislili, ampak smo tako. Dobro, gremo naprej, kar se tiče ne Lucije, gremo malce naprej proti Piranu in sicer v Portorož. Živite v samem središču Portoroža. Klasično vprašanje za kandidata v občini Piran pa je, kakšen turizem spada v Portorož? Kakšen turizem ne spada v Portorož? Ne spada definitivno masovni turizem. Moram pa povedati, da s tako ponudbo, kot jo ima Portorož danes, je pa to edini turizem, ki ga lahko pričakujemo. Malo bolje bi rad razumel odgovor. V smislu, masovni turizem v Portorožu, pri tolikih hotelih, za vas pravite, da ne bi smel imeti dogodkov za več tisoč glavo množico, kako nisem razumel? Verjetno bi se morali usesti in se dogovoriti, kakšen turizem si dejansko želimo v Portorožu. Prepričana sem, da hoteli kot so Kempinski, Life Class, Riviera, tudi Metropol v svojih dobrih starih časih,
ne morejo sobivati z masovnimi prireditvami na plaži in s kebab ponudbo ob glavni portoroški promenadi. To pač ne gre skupaj. To pač ne gre skupaj. Dejali ste tudi, da v občini Piran ne bi smeli biti v prvem planu turisti in individualni interesi, temveč občani. Po drugi strani pa imate vizijo razvoja turizma občine Piran v tudi lastnem programu. Sta ti dve zadevi sploh združljivi? V smislu zadovoljiti občane in konec koncev neko turistično ponudbo? Seveda sta. Zato govorimo v naših programih o viziji. Ko bomo mi vedeli, kaj želimo doseči in kakšen Portorož želimo imeti čez 10, 15 ali pa 30 let, takrat bomo lahko začeli delati tudi na strategiji in na prvih korakih, kako do tega priti. Absolutno mislim, da bi morali postaviti občane na prvo mesto, tudi zato, ker samo zadovoljni občani bodo zadovoljili turiste. In v zadnjem času so dejansko občani postavljeni na drugo mesto, morda tudi samo zaradi slabe komunikacije, ne? Ko rečemo recimo na občini, bo treba narediti novo promenado v Portorožu, ker turisti si to zaslužijo. Ne, občani si to zaslužimo in ko se bomo mi radi po novi promenadi sprehajali, se bodo tudi turisti skupaj z nami. Imate podporo vodilne politične stranke v Sloveniji, Gibanja Svobode. Zakaj ste se odločili nastopiti na volitvah ravno s podporo Gibanja Svobode? Morali bi vprašati stranko Gibanje Svoboda, zakaj se je odločila, da bo mene predlagala, da jih zastopam. Če bi me vprašala Italijanska narodna skupnost, bi verjetno kandidirala za Italijansko narodno skupnost. Ker me je vprašalo Gibanje Svoboda in ker delim njihove vrednote in njihove poglede na razvoj naše občine, sem se pa odločila, da se jim priključim. Mi smo se podali tudi na ulice Pirana, Lucije in malo povprašali tamkajšnje prebivalce, torej kaj bi oni vprašali kandidatke, če bi jih imeli pred seboj. Zato vas prosim, da si izberete 2 številki od 1 do 10. 4 in 6. Pa začnimo z vprašanjem številka 4. Zanima me, kdaj bo narejena cesta pod gasilskim domom, torej, da se razbremeni center Sečovlja, in zanima me, kdaj bo urejeno cestišče od Gorga do šole za pešce. Lahko imate gori, tako boste potrebovali še za eno vprašanje. Torej, če govorimo o cesti, tako imenovani za občane severna obvoznica, smo jo ravnokar predstavili tudi občanom na krajevni skupnosti Sečovlje. Projekti so narejeni in mislim, da bomo videli zdaj, kako se bo odločila naslednje občinsko vodstvo, ampak mislim, da bi jo lahko vnesli v naslednjem letu v proračun. Torej že naslednje leto 2024. Seveda. Pa še vprašanje številka... Istočasno bi seveda tudi, gospod je govoril o cesti Gorgo šola. Gorgo šola je ista. Ja, v bistvu gre tam skozi. Tako je. Lahko pa poslušamo še enkrat vprašanje, da pravilno odgovorimo. Ne, mislim, da je tako v redu. Istočasno s cesto so v projektanti predvideli tudi pločnik in kolesarsko pot. In vso infrastrukturo, razsvetljavo in tako naprej. Vprašanje kot izbrano številka 6. Predvsem pa upam, da se bo kaj našlo za mlade. Jaz bi si želela, da bi današnji mladi imeli to, kar smo imeli mi, ko smo bili mi tukaj mladi. Se pravi tudi kakšen mladinski klub, diskoteko spet in podobno, ne? Da bo življenje zaživelo, zacvetelo. Jaz si želim isto kot moja gospa sogovornica. Torej v tem mandatu, vsaj v zadnjih 2 letih, smo prenovili streho na skladiščih Soli Grando
Ne vem, če veste, ampak skladišče soli Grando je sestavljeno iz 4 kampat. V prvi smo uredili tudi tlake in prepričani smo, da bi to lahko postalo neko središče, kjer bi se mladi lahko združili in družili. Predvsej velik je tudi Grando, ne? Ime samo pove, da je to izjemna zgradba, v kateri smo lani videli tudi veliko drsališče. Ampak težava, če tukaj smem povedati tudi kot občan Pirana, je najverjetneje tam tudi parkirišče. Kako mislite vi zbrati v Grandu veliko ljudi z tako malo kapacitete za parkiranje? Odvisno kdaj. Mi smo zdaj imeli v Grandu za občinski praznik en poseben event posvečen Tartiniju, to je bil Tartini Elektronik, v katerem vem, ker sem bila zraven pri organizaciji, na katerem je bilo prisotnih najmanj 600 ljudi. In težav s parkiranjem ni bilo. Je pa res, da se je dogodek odvijal oktobra. Torej, če me sprašujete, kako bi se tam zbrala velika količina ljudi poleti, nekaj je parkirišč v bližini, je med obema skladiščema soli, je ob promenadi v Portorožu, tam pri parku Rastelli, pri bivši policijski postaji in pri turistiki. Mislim, da ni veliko razdalje, to je mogoče 500 metrov. Če se vrnemo še enkrat na vprašanje o turizmu, prej sem želel nekaj vprašati, mi je zbežalo, pa zdaj sem se ponovno spomnil. Preden gremo na točke vašega programa, bi mogoče to vprašal. Rekli ste, da bi na osnovi točno turizma tudi postavili neko anketo, kaj si občani želijo. Kaj pa v primeru tega, kot v primeru Lucije, to pomeni, da pride rezultat, kot ste sami omenili, 50-50, torej nekdo bi rad imel masovne, velike dogodke, ki privabijo veliko ljudi, in v primeru tega, da je na drugi strani te ankete 50% ljudi, ki pa bi želeli imeti, tako kot je sedaj, bolj mirno, mogoče pa res redki dogodki. Takrat, hočem reči, to je potem ponovno taka situacija, ki verjetno ne je bila preprosta, ne? V kateri se mogoče Portorož že dlje časa pravzaprav nahaja v tem limbu. Poglejte, jaz mislim, da ni to tako velik problem. Mi smo doživeli recimo v Piranu, da so se občani pritoževali zaradi koncertov, in ko smo jim določili uro in smo se z njimi dogovorili, da se bo koncert zaključil ob 11. Od tistega trenutka dalje, če se glasbeniki držijo ure in če se prebivalci držijo te obljube, da do tiste ure ne bodo komplicirali, je zadeva v redu. Enako mislim za Portorož. Jaz dvomim, da si kdo želi, da bi bilo 50-50, to je prvo, kar dvomim. Drugič pa tudi dvomim, da bi ljudje, ki živimo v turistični občini in ki se zavedamo tega, da je to naša glavna gospodarska panoga, hočeš nočeš, bili prav kategorično proti temu, da se dogaja. Ampak dogaja se lahko do določene ure, mi se lahko zmenimo, to je 1 ura zjutraj, 2, ampak od tistega trenutka dalje pa mislim, da si ljudje želijo tudi počitka. V redu. Gospa Rojec, nadaljujemo na 3 točke vašega programa, če jih lahko strnete v nekaj stavkih. Mi smo si kot prvo točko zadali sprejetje občinskega prostorskega načrta. Mislimo oziroma prepričani smo, da je prvič moramo občinski prostorski načrt sprejeti tudi po zakonu. Smo ena izmed redkih občin, ki ga še nismo. Ampak mislimo, da bo tam tudi razvidna vizija, kam želimo to našo občino pripeljati in kaj želimo pustiti našim otrokom. Druga točka je prevetritev turistične strategije, športne, predvsem pa prehod na zeleno in strategija za mlade. To so 3 točke, torej 3. točka je strategija za mlade. 3. točka, zeleni turizem,
prehod na zeleno občino, na obnovljive vire in skrb za prihodnost mladih v občini Piran. Tukaj najverjetneje že velikokrat slišano neprofitna stanovanja in tako naprej, službe, kar lahko seveda občina sploh v njihovih okvirih naredi. Jaz mislim, da lahko občina veliko naredi na tem področju. Imamo kar nekaj praznih stanovanj. Mislim, da nasplošno mislim, da si moramo kot kandidati, kot župani in kot občinski svetniki in kot prebivalci te občine postaviti prioritete. In prepričana sem, da bi to morala biti ena izmed prioritet, zaradi tega, ker drugače se bo zgodilo, da bo čez zelo malo let občina Piran postala prazno mesto duhov. Oziroma bo sestavljena iz Pirana, ki bo prazno mesto, Portoroža, ki bo turistično mesto poleti in prazno pozimi, Lucija, ki bo spalno naselje brez nekega kulturnega stičišča, in zaledja oziroma podeželja, ki bo spet prazno. Kaj pravzaprav mislite o zaledju? A je bilo dovolj narejenega v preteklih letih? Ne, mislim, da se na zaledje vedno pozabi. Ravno včeraj smo se s prebivalci podeželja, z Nove vasi konkretno, pogovarjali in mislim, da si po predvolilnih obljubah težko zapomnimo, kaj smo vse pred volitvami obljubljali. In da je podeželje eno izmed tistih področij, na katerega pozabimo. Mislim tudi, da je to ne samo problem vodstva občine ali pa občinske uprave in svetnikov, ampak tudi slabe komunikacije med krajevnimi skupnostmi in občino Piran, kjer krajevne skupnosti morda ne želijo biti v breme občini, občina pa meni, da je razvoj podeželja naloga krajevnih skupnosti. Gospa Rojec, 20. november se bliža. Za vse tiste, ki bi radi obkrožili vas in vas izbrali kot županjo občine Piran, morajo na lističu izbrati katero številko? 5 in 6. 5 in 6 za občinski svet, govorimo. Absolutno. Župan brez občinskega sveta, po mojem mnenju, nima bodočnosti. Najlepša hvala brez za čas. Koalicije v občinskem svetu, seveda. Ja, to je že prva točka, ki jo treba imeti. Hvala lepa in srečno na prihajajočih volitvah. Hvala tudi vam. Predvolilna jutra na Kaprisu. Kapris, številka 1 na Obali.